Ja, misliš, da je dosti zdaj bolet, da gor stopim? Hej, Ciril, a že kdaj pozabil telefon, tako da snemaš? Ja, sem, gremo. Spet na pot, spet v luft, danes pa s Toyoto. Gremo v Barcelono, tu pa zato, ker bomo tam peljali en dosti zanimiv avto, ki se je zelo spremenil v primerjavi s prejšnjo generacijo. Ime mu je pa RAV4. Ena stvar moram priznati, nisem še bil na avtomobilski predstavitvi, kjer bi za potrebe prezentacije polepili celoten poden garažne hiše. Vidiš, kaj piše tukaj? Vidiš kupenih stvari, ki veljajo za RAV4. Ta prva beseda seveda je hibrid, pa imamo pa Dynamic, All-Wheel Drive, Pioneer. Kakšen razgled, stari? No tako, za nama z Juretom je prvi del poti, švoh 80 km so prepeljala, veliko avtoceste, zadnjih 10 km pa tudi veliko ovinkov in to je bil trenutek, na katerega sem čakal. Vem, da je avto pameten, pa vem, da bo ponudil kupene, zanimive, uporabne tehnologije, valjda tudi hibridno, ampak jaz sem čakal na to, kako se ta nov RAV pele. In ta prva stvar, ki jo lahko poudarim, je to, da je naredil ogromen skok naprej v primerjavi s prejšnjim RAV-om, v primerjavi s 4. generacijo. In kaj to pomeni, ker rečem, da je naredil... Tudi bolj dec je rato, ne? Bomo v obliki pol, ampak ja, tudi bolj dec je rato. Generalno gledano, bolj blaži, na avtocesti takoj ugotoviš, da je tiši. Polka pa enkrat pridejo v ovinki, me je pa najbolj presenetilo to, kako zelo nevtralen ostane v ovinku tudi takrat, ko ga zapelješ malo hitreje. Predvsem pa, ker na hitro zamenjaš težišče avtomobila. A veš, ko pride kombinacija ovinkov levo, desno, levo, pa mora avto kar naenkrat zelo dobro se skupaj narediti, da se ti v kabini spredi ali pa zadaj še vedno dobro počutiš. No in to je naredil z odliko. Pa ne samo to, tudi ko zapelješ na kakšno slabšo podlago, ki je ali luknja ali pa krbina, ko pride na vrsto kakšna luknja ali pa grbina, ima super bound, kar pomeni, da ko preleti noter, zelo lepo ublaži, pa ne samo to, ko ti zapustiš problem na podlagi, je tudi rebound dober. Ko gre vzmetna noga, noter in ven, se vse skupaj zgodi zelo uglajeno, predvsem pa tiho. V kabino prodre zelo malo tistih motečih decibelov. Tako da vožnja iz prve po švoh 100 km thumbs up. Ja, misliš, da je dosti zdaj bolet, da gor stopim? Tako, medtem ko imamo pit stop številka 2 za kakšno fotko, moram reči, da smo včeraj tiskovno konferenco začeli na zanimiv način. Tema se je vrtela okrog prelomenc. Ta prva velika za Toyoto je bila, ko so se zdaj že... Jure, koliko časa nazaj so prešaltali na avtomobile? Prva velika prelomenca je bila, ko se je Toyota na neki točki že dolg časa nazaj odločilo delati avtomobile. Ta druga prelomenca je bil prihod prvega hibrida. Jure, kjerga leta že? Za božič leta 1997. Za božič leta 1997. Človek je živa enciklopedija. Tretja prelomenca se bo mogoče zdela malo nenavadna, ampak pol z vsakim novim avtom, ki ga ven dajo, se ti pa zdi čedalje bolj utemeljena. A kaj je ta tretja prelomenca? Platforma, ki je Toyota prav TNGA. Pomemben je to, da so avtomobili, ki se peljejo na tej platformi, vozniško čisto ena druga zgodba. Začel se vse skupaj s CHR-jem. Kaj je? Ni se začel s CHR-jem. Vse skupaj se je začel z novim Priusom. Pa tako samozavestno sem rekel. Ja, seveda se Prius je prišel skoraj let prej. Ok, zdaj pa počas čas, da gremo na tiskovko. So, welcome here, welcome to La Rectoria de Godmar. Zdaj pa čas, da se še enkrat od začetka lepo počas posvetim avtu, pa dajmo začeti res čisto na začetku. Ta prvi RAV je prišel leta 1994. Jaz sem bil recimo takrat star 13 let. In pol ta evolucija je hecna, ne? Takrat so tiste 3 črke RAV pomenile Recreational Activity Vehicle. In to je veljalo pravzaprav vse do danes do tega avtomobila. Zdaj pa Toyota pravi, da so se stvari malo spremenile. A veš, ker po ta novem RAV, tako pravi Toyota, pomeni Robust Accurate Vehicle. Ker rečejo robust, s tem imajo v mislih predvsem styling, pa stabilnost,
pa off-road zmogljivosti. Accurate si pa bolj predstavljajo vodljivost, učinkovitost, uporabnost, pa vse kar je drugih stvari. Ja, po eni strani je to samo marketinška fora. Po drugi strani, ko se pa avto malo posvetiš, ko ga izkusiš, pa rečeš, čakaj malo, vse nekaj pa je na tem. Recimo vozna dinamika, ne? Saj prej sem že povedal, da se avto pelje bistveno boljš od prejšnjega, ampak a veš zakaj je tako? Za začetek je motor nameščen dost nižji. Pravzaprav ima celotno težišče avto nižje za 2 cm, pa pol, 2 cm, to je tokle. To ni veliko. Mislim, to ni veliko, ko pokažeš s prsti. Za avto je pa to ogromen in to se pozna. Pa ne samo to, tudi razmerje mase avtomobila med zadnjo pa med sprednjo osjo je spremenjen. A veš, ker pri prejšnji generaciji je kar 58% mase slonelo na sprednji osi, 42% pa na zadnji. Zdaj je pa 51-49. To so pa številke, o katerih ponovadi govorimo pri bolj športnih avtih. Pa tudi to še ni vse. A veš, da je celotna karoserija tega avta zdaj za 57% bolj toga, kaj je bila prej. In to posledično pomeni tudi manjšo obremenitev za vzmetenje za podvozje, ki je treba nihanje karoserije uravnavati. Pa to, da se avto pelje na novi platformi TNGA, to sem tudi že povedal. Ampak a veš kaj je hec? Zaradi te platforme je avto lahko nižji, pa širši, lahko je ob enem za 1,5 cm bolj oddaljen od tal, ampak hkrati, tako kot sem prej omenil, ima nižje težišče. Nove platforme so cool, ne samo pri Toyoti. Tudi pri drugih avtomobilskih proizvajalcih potem vidiš, kako se stvari že samo zaradi platforme, ki so ponovadi prilagodljive, ne, dolžinsko tudi, predvsem, da lahko pašejo različnim modelom, stvari začnejo premikati v boljšo smer. V boljšo smer? V drugo smer. Na boljš. Ok, zdaj moramo pa malo prešaltati, začnimo s kufrom, pa gremo pa noter. Poglej, luknja, ki jo vidiš, je velika 580 litrov. Tako recimo zgleda, ko sta v njem 2 letalska kovčka. Še kar nekaj prostora ostane. Vidiš, tudi to so prednosti nove platforme. Ne? Tale kufer je recimo za 6,5 cm globi, ki je bil prej, pa teh 580 litrov pomeni, da ima tudi za švoh 80 litrov več placa, ki ga je imel prej. Tukaj zadnje pa tako, v šusu vidiš, da je prostora več. Za začetek je tega placa v širino več za 4 cm. Več prostora je za kolena, več prostora je za stopala. Pa tudi pri prostoru za piskre mislim, da ne bo problemov. Ko pogledaš pa armaturno ploščo, pa voznikov kokpit stilsko, pa vidiš, da gre za nekakšno mešanico tega, kar ponuja Land Cruiser. Ta sredinska konzola s svojo širino malo spominja na Land Cruiserjevo, vključno s tistimi dvemi ogromnimi stikali tamle gor. Pa mimogrede detajli, ne. Tale guma mi je ful všeč, taka mehka, fajn za parijet, pa nisem tukaj, tudi tukaj gor. Pa tudi vsakeč, ko zagrabiš vrata, da jih boš zaprl, je tale guma tukaj zadnji, tak feel good občutek je. Drugače pa generalno gledano tole okolje ni ne vem koliko razborljivo, je pa učinkovito, predvsem pa pregledno. To pa moram priznati. Pa še en posrečen letalk, vzvratno ogledalo, lahko je klasika, tako kot zdajle, ali narediš pa tole, pa imaš kar naenkrat sliko zadnje kamere. A veš, kje je ta kamera? Tukaj spodaj pod steklom, kar pomeni, da ne glede na vreme, bo slika vedno čista, ker si lahko pomagaš z brisalcem. Dobra fora, ne da je. Ok, zdaj se dotaknemo pa še malo hibridnega sistema, predvsem pa 4-kolesnega pogona, ki je zelo tesno povezan z njim. A veš, še vključno s prejšnjo generacijo, ne, je bilo treba priznati, da če si se odločil za hibrida in če si hotel imeti 4-kolesen pogon, si bil soočen s par pomanjkljivostmi. Predvsem to, da v bolj zahtevnih razmerah pogon pravzaprav nikoli... Predvsem to, da v najbolj zahtevnih razmerah pogon ni odigral tisto, kar bi mogel. Zdaj pa, ali 100% na prva kolesa, če se pa zaplete elektronska špera, pa do 80% na zadnja kolesa. V bistvu tako na zadnjo os se zdaj prenese 30% več navora kot prej. Tudi hibrid bo znal v vsakem primeru, ne glede na razmere, zahtevnost, napolnjenost baterije, dovolj navora prenesti na zadnjo os. Tudi če bo baterija čisto praznjena, bo motor odigral vlogo generatorja električne baterije, pa boš mu spet štrom na zadnji osi. A pa sami zmogljivosti pogonskega sklopa sploh še govoril nisem, ne glede na to, za kakšno izvedenko se boš odločil, a boš imel 2 ali pa 4 pogonca, bo konjev tam okrog 220, pa pospeški bojo od 0 do 100 okrog 8 sekund, oziroma 8.1 pa 8.4. Kar se pa varnosti tiče, vsak RAV4 bo serijsko opremljen s sistemom TSS. Kaj TSS pomeni, verjetno že veš, Toyota Safety Sense, to je skupek sistemov, ki varuje voznika pa drugo vsebino avtomobila. Pa spet, če zelo poenostavim, RAV ima nov radar, novo kamero, pomeni, da sistemi delajo boljš. Pri prejšnji generaciji recimo sistem po noč ni bil sposoben prepoznati pešca, danes pa to zna narediti. To je pa pomembno predvsem zato, ker se 79% vseh nesreč, v katerih so udeleženi pešci pa avtomobili, zgodi ravno po noč. Za tiste najbolj zahtevne, ne, bo pa pol tukaj, če boš... bo pa pol še tukaj tipka trail. Lej, to je tale tipka. A boš ti povedal zakaj? Ja, tipka trail pa poskrbi za terensko vožnjo,
kar pomeni, avto seveda nima mehanskih zapor, ampak stick kot rail pa vklopite elektronske zapore, pomeni, če en kolo gre v luft, navor se prenese na drug kolo, tiska malo prijem, pa se skopljete tudi po dveh. Ok, mi gremo na letališče. Še zadnja stvar, cena 28 900 za dvopogonca z osnovno opremo Comfort. Za 36 tisočakov dobiš pa že kar dobro opremljenega Rava 4 s hibridnim pogonom, električnim štirikolesnim pogonom, pa precej dobro varnostno opremo, ne? Je to to? To je to. Pozdravi ljudi. Dragi vsi, lepo se imejte, jaz pa Ciril, grejo pa na oblake. Iz Rava v Airbus. Mixture, Set rich, carb heat, on, fuel pump, sufficient, T's and P's, within limits, hatches and harnesses, secure, flaps, check. ready to lift off. Cabin crew, prepare for takeoff. 1 kilometer. Že letemo. Probu se bo vležt. Je rekel, to je avto za aktivne, sem pa tja je treba tudi prespati. Poštriček pa si not.